Pravljični kotiček z Diano na Timi, Kids TV. Dober večer, otroci. Čas je za pravljico. Danes vam preberem tole z naslovom Danes je dan za... Le zakaj vse je primeren današnji dan? Napnite ušeska in prisluhnite. Danes je dan za dolge sprehode in opazovanje oblakov smešnih oblik. Danes je dan za oblačno nebo in dežne kaplje, ki osrečujejo travo. Srečen pa sem tudi jaz, saj sem sam sebi dovolj. Danes je dan za preživljanje časa samim seboj, štetje zvezd in kovanje tisočerih želja. Danes je dan, da se opomnim, koliko ljubezni nosim v svojem srcu. Danes je dan za pitje čaja. Danes je dan, da izrečem prijazno besedo nekomu, ki je potrt. To, kar si globoko v svojem srcu, bo vedno dovolj dobro. Danes je dan za obujanje spominov, ki me opomnijo, kaj vse mi je že uspelo doseči. Danes je dan za druženje s prijatelji. Prijatelji nam pomagajo razumeti, da so lahko sprejete tudi naše slabosti. Danes je dan za mesto. Zakaj je toliko ljudi videti nesrečnih? Sprašujem se, če bi bili srečnejši, če bi sprejemali svoje dobre in slabe strani. Danes je dan za ležanje na travniku. Cvetlice se nikoli ne ukvarjajo s tem, če se bodo sčasoma upognile ali če bodo dobile dovolj sonca. Cvetlice vedo, da so vredne. Danes je dan za žalost. Ni čisto vsak dan za radost. Čeprav imam za sabo težek dan, vem, da tudi taki dnevi minejo. Danes je dan za razmišljanje o jutrišnjem dnevu. Prav nič me ne skrbi, saj zaupam vase in verjamem, da bo vse v redu. Veste, otroci, danes je lahko dan za štetje dežnih kapelj ali dolg sprehod. Danes je lahko dan za nove želje, prijatelje ali druge dejavnosti. A vsak dan je lahko toliko boljši, če verjameš, da si najboljša različica sebe. S to pravljico nas je avtorica želela spomniti, da smo sami sebi dovolj, z vsemi svojimi prednostmi in slabostmi. Zdaj pa hitro spat. Okice zaprite, z mehko dekico se pokrite, mene pa v svojem srčku skrite. Objem, poljubček in sladke sanje.